Živjo. Po pregledu marketa sem našel 4 potencialne trade, ki jih bomo gledali naslednji teden. In vsi so na 4-urnem časovnem intervalu. Prvi par je evro-funt. Vedno pogledamo, kje se cena nahaja in označimo suporte in resistance. Ok, support, resistance. Se pravi, cena je v rangeu. Ok, kaj lahko pričakujemo od samega para? Ena opcija je rejection od resistanca in target pri supportu oziroma na dnu rangea. Druga opcija, preboj resistanca, korekcija do resistanca in pa prvi target na prejšnjem swing highu. Zelo enostavna analiza, ampak vedno moramo počakati ali rejection oziroma preboj in isto rejection plus nek odboj od resistanca oziroma supporta. Naslednji par je funt avstralski dolar. Ok, vidimo, da je cena v padajočem trendu, se pravi, gledamo izključno za prodajo. In označimo swing low, v tem primeru je to naš elite spot. Kaj bomo zdaj naredili? Počakali na rejection od resistanca, korekcijo in pa nadaljevanje v negativnem oziroma padajočem trendu. To je ena opcija. Druga opcija, preboj resistanca, vrnitev, v tem primeru se potem resistance spremeni v support in pa nadaljevanje do prejšnjega swing higha. Vedno si potem tudi takole označimo. Ok, swing high. In pa, kje bi bil naš target. Za naš target bi mogli iti na, recimo, daily time frame. Težko določiti. Se pravi, funt avstralski dolar bi prej gledali za buy kot sell, ampak, kot sem prej rekel, cena more prebiti resistance, se vrniti, narediti korekcijo in potem nadaljuje do prejšnjega swing higha. Naslednji primer, novozelandski dolar, japonski jen. Tukaj je zelo lepo viden range, support, resistance, rejection od supporta in nadaljevanje do resistanca. Na drugi strani pa seveda lahko gledamo za prodajo, ampak glede na to, da je range, potrebujemo boljšo konfirmacijo. Se pravi, če cena prebije support, naredi korekcijo, kje bomo mi vstopili v sell, vstopili bomo po breaku. In kaj bomo naredili? Short, stop loss nad rangeom in pa target minimalno 1:1, ponavadi mi naredimo 1:3. Damo target in potem zapiramo, ko cena naredi 1:1, damo že v profit, se pravi, nismo pristaši break-evena. O tem bom naredil tudi en video, zakaj nikoli ne damo na break-even pri 1:1. Ampak ja, to naslednjič. In to je recimo primer za sell. Zdaj za buy. Za buy bi bilo pa, se pravi, rejection od supporta, buy, stop loss pod supportom in pa target pri resistancu. V tem primeru je to skoraj 1:3.
še vedno lahko potem trgujemo na M15 oziroma M5 in posledično zmanjšamo stop loss. Zadnji primer je pa gold. Če se vrnem nazaj na 4-urni interval. 4-urni interval. Cena je v padajočem trendu, ampak v tem primeru je bil to zadnji lower low. To je bil zadnji lower low. Se pravi, imamo dve opciji. Cena se vrne do supporta in nadaljuje do rezistansa, oziroma prebije support, se vrne in potem je naš prvi target tukaj, oziroma drugi target tukaj. In zopet korekcija, rejection, nek rejection in potem nadaljevanje do swing lova. To je to glede analize. Zdaj za bolj podrobne vhode in mogoče tudi več trgovanja na nekih drugih parih, ki jih vidimo tekom dneva, se pridružite TradingRoomu, noter boste dejansko spoznali vse. In pa seveda vam priporočam ogled vseh naših YouTube posnetkov, kjer je zelo malo balasta in dejansko imate vse na enem mestu. Tako da ali se vidimo v TradingRoomu oziroma poglejte YouTube posnetke. Čau!